Oddahnite si, tu smo. Sejem Alpe Adria, turizem in prosti čas. Lepo pozdravljeni na današnji novinarski konferenci, na kateri bomo predstavili sejem Alpe Adria, turizem in prosti čas. Jaz sem Marjana Lavrič, vodja službe za odnose z javnostmi tukaj na Gospodarskem razstavišču. Dovolite mi, da vam predstavim še ostale in predvsem govorce današnje novinarske konference. Tamle na koncu sedi gospod Matej Planko, predsednik Planinske zveze Slovenija, zraven njega gospod Peter Misja, predsednik Turistične zveze Slovenije, nato poleg njega gospa magistrica Karmen Novarlič, vodja sektorja za turizem Spirit Slovenija. V sredini pozdravljam našega direktorja, gospoda magistra Iztoka Brice, direktorja Gospodarskega razstavišča, gospa Barbara Vajda, direktorica turizma Ljubljana, sedi poleg njega, in tule zraven je gospod Matjaž Kovačič, vodja sejma Alpe Adria, turizem in prosti čas ter prireditve Vino Ljubljana, in tule poleg mene gospod Borut Jerše. Zelo sem vesel, da ste se odzvali v takšnem številu. Pa da se neki dan samo pogovarjali o sejmu Alpe Adria, je še malo več in splošno povedal, kaj se gremo na Gospodarskem razstavišču. Ne samo seveda sejma, zdaj da štartamo konec januarja za sejmom Alpe Adria, ne zadnje, zaradi katerega smo se danes pogovarjali. Potem imamo v mesecu marcu naš daleč največji sejem Dom, 53. po vrsti že. Potem v mesecu maju Ljubljanski obrtni sejem, 4., ki ga delamo skupaj z Obrtno zbornico Slovenije. Potem konec junija, oziroma v začetku septembra, imamo najprej vinsko ocenjevanje in v septembru vinski sejem po dolgih letih, tako rečem, kar bo kolega Kovačič malo več kasneje povedal. In potem jeseni 2 sejma, in sicer že pred socialni ambient, pohištveni sejem v mesecu oktobru in pa prvič letos v novembru mesec sejem Narava zdravja. To je okrog sejmov. To so sejmi, ki jih organiziramo v lastni režiji, da tako rečem, imamo pa še drugi sejmi, ki jih organizirajo drugi organizatorji. Potem nismo samo sejmari, kot verjetno že veste, imamo tudi izvensejemsko dejavnost. Letos imamo neverjetno številko, 4 velike kongrese organiziramo, in sicer v mesecu avgustu, v začetku meseca avgusta bomo organizirali svetovni sejem skavtov, svetovni kongres skavtov, potem konec avgusta bo evropski kongres ekonomistov, agrarnih ekonomistov, in potem v mesecu septembru bo prnesen kongres turističnega združenja Velike Britanije, in pa konec meseca septembra se dogovarjamo z en nedeljski kongres Couple of Christs. Tako da ne nazadnje bo tudi kongresna dejavnost v Ljubljani in dogajala se bo na Gospodarskem razstavišču zelo zanimiva. V lanskem letu smo lansirali novo blagovno znamko, kliče se GR Events. Kaj to pomeni? Gre za blagovno znamko Gospodarskega razstavišča in si želimo še sami, oziroma smo že pričeli z organizacijo koncertov. Letos bomo organizirali 4 velike koncerte, 4 manjše koncerte in pa 15 manjših klubskih dogodkov. Seveda vse v lastni režiji. Mogoče čisto na koncu še 2 leti nazaj smo pričeli z razstavami. Začelo se je z eno super razstavo, ki se je klicala Razkrita telesa. Lansko leto smo nadaljevali z razstavo Genio da Vinciju. Letos se ponovno pogovarjamo o eni fenomenalni razstavi. Ime vam še ne smem povedati, oziroma ga ne bom še zaupal, ker smo še v teku pogajanj. Gre pa za razstavo, ki je zdaj trenutno v Milanu, poteka v Milanu. Nosilec razstave je pa Ameriški nacionalni muzej. Tako da predvidoma bo pa odprta v sredini meseca maja in potrajala do konca avgusta. Oddahnite si, tu smo. Sejem Alpe Adria, turizem in prosti čas. Alpe Adria, turizem in prosti čas na gospodarskem letu že tradicionalno poteka vsako leto v mesecu januarju
tokrat bo to od srede 29. januarja do sobote 1. februarja. Je nekako največja sejemska promocija turizma v Sloveniji in pa od leta 2011, mislim, da je tudi največja tovrstna prireditev v regiji Alpe-Jadran. Njena prednost je, da predstavlja turistično ponudbo glede na 4 tipe turistov, in sicer počitnikarje, tiste, ki so zasvojeni z aktivnim turizmom, popotnike in pa izletnike. Na letošnjem sejmu bo poudarek predvsem na pohodništvu, teku, ribolovu, kjer se sladkovodnemu ribolovu pridružuje tudi morski ribolov. Moram reči, da je tudi tujine, je kar veliko zanimanje, saj imamo 12 tujih destinacij, se pravi Slovenije, Madžarske, Italije, Hrvaške, Bosne, Hercegovine, Grčije, Turčije, Tunizije, Jordanije, Nepala in pa Indije. Na tem sejmu se predstavlja tudi regija partnerica, in sicer v letošnjem letu je to Kvarner, ki nekako predstavlja eno najpomembnejših turističnih regij na Hrvaškem in v bistvu je zaradi bližine Slovenije tudi izredno zanimiva za slovenske goste. Častni pokrovitelj sejma je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologija, seveda pa za uspešno organizacijo in potek samega sejma zaslužni tudi naši partnerji, katere vidite, ki so tukaj na zaslonu za mano. Obsejemski program kot takšen bo vseboval številna predavanja, delavnice, konference, okrogle mize. Več informacij o teh dogodkih boste dobili na USB ključkih oziroma materialih, katere vam bomo razdelili. Poudaril bi še, da posebna komisija v sklopu sejma Alpe-Adria podeljuje nagrado za odličnost kakovosti v turizmu, in sicer je to nagrada Jakob, ki je bila poimenovana po prvem romarju. V letošnjem letu je naslov inovativni primer pozitivne urbane ulične prehrane v turizmu, kar ne bi bila nekako alternativa tem fast foodom, ki so danes vedno bolj prisotni v našem prostoru. Moram reči, da imamo tudi odličen odziv iz strani slovenskega zamejstva, predvsem turističnih akterjev iz Benečije in Rezije, ki v koordinaciji Inštituta za slovensko kulturo in ob neposredni pomoči projekta Neznano zamejstvo bodo predstavili, se pravi, to svoje področje. Podobno kot lansko leto bomo imeli strokovno vodenje po sejmu za organiziranje obiska, in sicer v organizaciji Združenja turističnih vodnikov Slovenije. Kot zanimivost naj omenim še, da imamo letos malo več turističnih agencij in recimo turistična agencija Kompas se odločila, da bo vse obiskovalce, se pravi vse, ki bodo kupili karto, bodo lahko vnovčili to karto oziroma na njihovem štartu pridobili bon, ki ga bodo potem vnovčili za katerikoli aranžma v njihovih poslovalnicah in pa ob nakupu vstopnice prejdejo tudi darilni bon revije skletne Popotnik SI, s katerim se lahko pridobijo enoletno naročnino na to revijo v vrednosti 15 €. Vsak obiskovalec pa seveda kot prejšnje leta prejme tudi sejemski katalog, ki je tudi priloga časopisa Dnevnik. Sejem prvič dopolnjuje še partnerski sejem, in sicer Gastrin Expo, to je mednarodni sejem gastronomije, gostinsko-hotelske opreme, sladoleda v organizaciji Primorskega sejma. Kot je bilo že omenjeno, smo se odločili, da bomo v letošnjem letu obudili dogodek Vino Ljubljana. In sicer Vino Ljubljana naj bi obsegal tako mednarodno ocenjevanje vin, kakor tudi vinski sejem. Mislim, da sta to dogodka, ki jo ni potrebno posebej predstavljati, sta dobro znana tako strokovni kot tudi laični javnosti, ne le v Sloveniji, temveč tudi v tujini. Omenil bi, da je mogoče, da je ta mednarodni vinski sejem ena najstarejših prireditev, ki je bila v Sloveniji, saj je bil prvi sejem že leta 1954.
In ta sejem se je razvijal oziroma živel z razmerami tako v vinogradništvu in vinarstvu, ter nedavnega doživelo blesteče trenutke, katere računamo, da bomo sedaj tudi oživeli nazaj. Skupaj z mestom Ljubljana se je tako gospodarsko razstavišče odločilo, da nadaljujemo to bogato tradicijo. Omenil bi še, da je vinski dogodek skupaj z tem ocenjevanjem, se pravi vin, ki se dogaja tukaj leta 87, prinesel Ljubljani laskavi naziv Mesto trte in vina. To je naziv, ki ga podeljuje OIV, to je Mednarodna organizacija za vino in vinsko trto. Sejem bo imel hkrati prodajni, informativni, izobraževalni in pa tudi zabavni značaj, tako da bo namenjen tako poslovnim obiskovalcem, kakor tudi najširši javnosti, saj bi želeli, da bi obiskovalci vina, katera bojo poskusili, lahko tudi kupili, kar naj bi bila nekako novost tega sejma. Na odprtju tega sejma bomo podelili tudi mednarodno nagrado Jakob za najbolj inovativni primer vinske ponudbe. Vsako leto pa naj bi se predstavila tudi ena tuja vinogradniška in vinarska država kot partnerica. Samo mednarodno ocenjevanje Vino Ljubljana pa predstavlja najstarejše mednarodno ocenjevanje vina v Evropski uniji in pa na svetu. Gre za prvo mednarodno ocenjevanje, se pravi prvo naj bi bilo leta 1955 in že takrat je dobilo to ocenjevanje pokroviteljstvo OIV-ja in ga obdržalo vse do danes. Poleg pokrovitelja OIV-ja imamo tudi pokrovitelje, kot so Mednarodno združenje enologov Slovenije in pa Vinofed. Tako da lahko rečemo, da je bilo to ocenjevanje nekako vzor vsem ostalim nastajajočim vinskim ocenjevanjem v svetu. Ta strokovna raven in pa dosledno spoštovanje, se pravi mednarodnih pravil, je prineslo temu ocenjevanju sloves nekako prepoznavnosti na vseh kontinentih. Toliko jaz sem imel o samem vinu in pa se pravi v vinskem sejmu in ocenjevanju, bomo vas pa tudi sproti obveščali, se pravi v vseh dogodkih povezanih z... Oddahnite si, tu smo. Sejem Alpe Adria, turizem in prosti čas. Na kratko, en res zelo kratek pogled v leto 2013. Vkolikor na sami prosojnici bomo seveda ugotovili dokončne podatke, sicer kako smo poslovali v letu 2013, pričakujemo. Do konca tega meseca bodo namreč prvi začasni podatki znani z 31. januarjem. Na kratko pa do samega novembra meseca 2013 ugotavljamo, da bo, kar se statističnih podatkov in seveda ocen, ki jih še pričakujemo, leto 2014 sicer preseglo odlične rezultate, statistično gledano seveda v primerjavi z letom 2012, ki je slovilo kot najboljše turistično leto. Na kratko, med ključnih 5 držav, tudi v letu 2013 še nekje prva trojica, Italija, Avstrija in Nemčija, ohranjajo svoj primat. Na odlično 4. mesto se je povzpela že Ruska federacija in potem sledi Hrvaška. Nedvomno smo pa predvsem v letošnjem letu in potem v letu 2015 in 2016 zelo koncentrirani na dejstvo, kaj se predvsem na prekomorskih trgih dogaja in seveda na rezultatih in trgih, ki dosegajo največje stopnje rasti. Zato bo prisotnost Slovenije predvsem proti vzhodu še bistveno bolj okrepljena. Vzhodna Evropa, bližnji in potem daljni vzhod. Če se pa ozremo seveda na trenutno dogajanje v Sloveniji in temu sled tudi naš najpomembnejši pravzaprav turistični sejem, ki je tako rekoč pred nami. Seveda slovenski trg, domači trg je nenazadnje še vedno trg številka 1. Blizu skoraj 50%, nekoliko manj, torej ustvarjamo na domačem trgu nočitev in pa seveda tudi prihodov.
in pomembno bo tudi na domačem trgu biti seveda še toliko bolj agresivni, toliko bolj z različnimi akcijami prisoten. V okviru naše predstavitve predvsem sledimo strategiji razvoja slovenskega turizma do leta 2016, kjer se med tako rekoč teh 5 ključnih ciljev, kot sem jih tudi na tej prosojnici želela nakratko tudi predstaviti, bomo v okviru Alpe Adria seveda pozorni predvsem pod to številko 3 na turistične produkte in predvsem na trajnostni razvoj. V okviru samega sejma, naj tudi toliko omenim, smo se seveda z organizatorji dogovorili, da bomo v letošnjem letu prvič tudi predstavili našo osrednjo stojnico, s katero se sicer ponašamo v tujini, in na naši stojnici predstavili aktualne teme, med katere smo uvrstili glede na 100-letnico Prve svetovne vojne in bom rekla to pomembno obeležje, ki ga seveda slavimo v številnih državah, bomo posvetili torej del predstavitve Poti miru. Nenazadnje pa bo predstavitev tudi izpostavila dobitnike destinacije Eden, torej gre za seveda trajnostne destinacije in pa obeležja oziroma podelitve nagrad strani Evropske komisije. Kar nekaj prejemnic predstavite nagrade smo v Sloveniji tudi dobili in zato je bilo posebno povabilo destinacijam, da se seveda slovenskemu trgu tudi predstavijo. Oddahnite si, tu smo. Sejem Alpe Adria, turizem in prosti čas. Torej, če tudi jaz začnem današnjo predstavitev naših aktivnosti z rezultati lanskega leta, lahko povem, da je leto 2014 absolutno rekordno leto, kar zadeva fizične kazalce. Ocenjujemo, da smo za 11% presegli rezultat leta 2012, kar zadeva število nočitev, prihodi pa so se povečali za 9%. No, s temi rezultati smo seveda zelo zadovoljni in moram povedati, da tudi vse te aktivnosti, ki so bile navedene strani direktorja, ki potekajo v tem okolju, kjer se danes nahajamo, pripomorejo vsem temu. Tukaj so kongresi, leto 2014, kot je bilo povedano, bo veliko, bo leto več kongresov, preko 5 bo po mojih podatkih, ki bo imelo preko 1000 udeležencev, to so imenitni podatki in tega se seveda veselimo. Kar pa zadeva Alpe Adria, torej Alpe Adria je za nas pač pomemben sejem, zato ker je v Ljubljani in ker je Ljubljana hkrati tudi na nek način središče delovne skupnosti Alpe Jadran. Torej, mi se predstavljamo skupaj z regionalno destinacijsko organizacijo Srednja Slovenija in turistična destinacija Ljubljana. Imamo predstavitev skupno na 60 kvadratnih metrih. V prvem delu bomo predstavili pač vse aktivnosti vezane na turistično destinacijo Ljubljana, kjer je v ospredju, kot veste, 2000 let Emone, kot tisto glavni turistični motiv za obisk naše Ljubljane v letu 2014. V nadaljevanju tega predstavitvenega prostora se pa predstavlja skupaj z Ljubljano še 25 občin, ki tvorijo ljubljansko urbano regijo. Naj spomnim, od leta 2011 povezujemo turistično ponudbo vseh 26 občin v okviru ljubljanske urbane regije oziroma v Srednje Slovenije in to je tudi možnost, da kljub temu, da se pač na nivoju države ni našlo sistemskega vira financiranja za nadaljnji razvoj regionalnih destinacijskih organizacij oziroma za povezovanje turistične ponudbe, obstaja možnost, našli smo modus skupaj z vsemi temi občinami in se odločili, da ne glede na dejstvo, da tega vira za tovrstno financiranje ni, sami združujemo sredstva za aktivnosti, ki jih tudi določamo
sami. Se pravi, smo v situaciji, ko rečemo ekonomskega vidika naši dejavnosti ni najbolj naklonjena, vendar vidimo rezervo ravno v tem, da vsak od nas poskuša na svojem področju narediti tisto najboljše in na ta način potegnemo stvari naprej in prepričana sem, da nam bo, če bomo vsi za to tudi uspeli. Oddahnite si, tu smo. Sejem Alpe Adria, turizem in prosti čas. Zdravo tudi v imenu Turistične zveze Slovenije. Zdaj zveza je že tako in tako zelo stara, tako da nekaj podrobnosti ne predstavlja. Praktično drugo leto bo stara 110 let. Turistična zveza v bistvu sestavlja preko 600 društev, par 10.000 ljudi je v to včlanjenih in ta društva pač pripomorejo kot civilni del, kot prostovoljci, k še večji prepoznavnosti in pa boljšem delu v turizmu. Zdaj, v Turistični zvezi se ukvarjamo z marsikaterimi stvarmi, izpostavil bi pa mogoče kar to, kar vidite tudi v zadnjih na slajdih, v bistvu delo z mladimi, različne akcije imamo, s katerimi spodbujamo otroke in mlade za delo v turizmu, spodbujamo poklice v turizmu in pa seveda tudi osveščamo otroke. Kar letos smo imeli kar nekaj takih pomembnih zadev, kjer je bilo prisotno veliko število otrok in učiteljev in mislim, da dajemo pomemben pečat k vzgoji v turizmu. Druga zadeva, ki je pa tudi zelo pomembna, je pa Slovenija moja dežela, lepa in gostoljubna, tudi zelo prepoznavna akcija, v katero so vključeni praktično vsi kraji, mesta in inštitucije in potem na koncu, kot veste, ocenimo najlepše kraje, za katere pa menimo, da so v Sloveniji čedalje bolj urejeni in čedalje lepši. Kot uvod v to akcijo imamo vedno spomladansko čiščenje, tudi tukaj sodelujejo skoraj vsa društva naša in tudi po tej zaslugi moram reči, da se naša dežela je čedalje bolj čista. Zdaj, kar se tiče turizma in prostega časa, tukaj bo sodelovalo preko 100 društev, ki verjamem, da bo dalo poseben pečat in posebno noto letošnjemu sejmu, kajti društva ne samo, da bodo predstavila svoje kraje, predstavila bodo svoje vina, kulinariko in pa seveda marsikateri dan popestrila z narodno glasbo in pa z tistimi običaji, ki se v teh krajih dogajajo. Jaz sem vesel, da že vrsto let sodelujemo odlično z gospodarskim razstaviščem in vesel sem, da lahko preko Turistične zveze ponudimo posebno promocijo naših društv. Tako verjamem, da bodo tudi v letošnjem letu vsa društva in tudi vi zadovoljni z naše predstavitve. Oddahnite si, tu smo. Sejem Alpe Adria, turizem in prosti čas. Lep pozdrav v imenu ene največjih in najbolj množičnih nevladnih organizacij pri nas, ki združuje skoraj 60.000 aktivnih planincev v 284 planinskih društvih. Zdaj, da smo Slovenci planinski narod, ni potrebno posebej poudarjati. To tudi govorijo podatki oziroma številke, ki so tudi na predstavljeni prosojnici. Po raziskavi Fakultete za šport je v Sloveniji več kot 300.000 ljudi, ki redno zahaja v hribe in takšni oziroma in z temi in za njih Planinska zveza Slovenije pripravlja tudi različne aktivnosti in tudi združuje različne programe, ki so namenjeni tako mladim kot športno aktivnim, od športnega plezanja, alpinizma, tudi zdaj bolj novih športov, od tekmovalnega turnega smučanja, lednega plezanja, turnega kolesarjenja. V okviru naših aktivnosti tudi skrbimo za planinske poti, za planinske koče in seveda, tako kot je že prej moj predhodnik povedal, za vsako organizacijo je zelo pomembno tudi delo z mladimi in tudi temu namenjamo kar precej pozornosti. Zdaj, na samem sejmu bomo pa poudarek dali našim planinskim potem, predvsem tukaj predstavitvi
slovenske planinske poti, ki gre od Maribora do Ankarana in je v letošnjem letu obeležila 60. obletnico ustanovitve in je najstarejša vezna pot na svetu, tako da tega tudi premalo poudarjamo in predstavljamo. Drugo področje, kateremu tudi vedno več namenjamo pozornosti, so pa naše planinske koče, ki so precej več kot eni gostinski lokali, ki so predvsem prostor za nudenje zavetja kot informativne točke in tudi ravno zaradi tega dati nek poudarek temu, tudi potem ozaveščanju o ekologiji, vsem tem smo v preteklem obdobju začeli z dvema projektoma, in sicer certifikatom okolju prijazne koče in družinam prijazne koče, in na takšen način izpostaviti tiste, ki dajo neki večji poudarek tako varovanju okolja in na drugi strani tudi družinskemu gorništvu, ki je nekako tudi osnova oziroma želja privabiti to skupino gostov in nekako tudi poskrbeti za najmlajše. Zdaj, ker pa nismo edini, ki smo aktivni v gorskem svetu, smo zraven na predstavitev na sejmu povabili še tudi sorodne organizacije, s katerimi zelo dobro sodelujemo, in tako se bodo z nami predstavili na sejmu tudi Cipra Slovenija, potem Slovenski planinski muzej z raznimi ustvarjalnimi delavnicami in animacijami, potem se bodo predstavilo Združenje gorskih vodnikov, ki pač profesionalno vodijo v naše in tuje gore. Potem zraven se bo predstavila Geodetska družba Ljubljana z novim tipom planinskih kart in kot zadnji partner z nami so gorski reševalci, ki bodo pa tudi predstavili svojo dejavnost. Tako da vsi od partnerjev imamo planiranih precej aktivnosti, ki bodo namenjeni čim širšemu krogu obiskovalcev. Oddahnite si, tu smo. Sejem Alpe Adria, turizem in prosti čas. Mi se bomo na sejmu predstavili skupaj 3 organizacije, in sicer Ribiška zveza Slovenije, ki združuje 64 ribiških družin in cirka blizu 12.000 članov, Zavod za ribištvo Slovenije in pa Zveza za športni ribolov na morju Slovenije, ki združuje 17 klubov z 1200 člani. Slovenija je zelo prepoznavna ribiška destinacija v svetovnem merilu, in sicer predvsem po sladkovodnem ribištvu in v okviru tega ribištva še posebej po buharjenju. Prav ribolovni turizem je ena najvišjih oblik našega turizma, saj turisti, ki pridejo k nam loviti ribe, prvič preživijo v Sloveniji kar nekaj časa, ponovadi vsaj par dni, in drugič so tudi izjemno dobri potrošniki, saj poleg samega ribolova, nastanitve ribiških dolinnic radi tudi dobro jedo in tudi dobro pijejo. Mi smo veliko promocije usmerili v zadnjem času tudi na promocijo ribolovnega turizma v svetu, na specializiranih sejmih. Tu bi rad poudaril veliko zaslugo tudi agencije Spirit, s katero skupaj nastopamo na najpomembnejših teh tovrstnih sejmih, in lahko vam tudi zagotovim, da sejmi so še kako pomemben medij pri promociji. Mi recimo v zadnjih letih smo sistematično obdelali Francijo in Belgijo, recimo v obdobju 3 do 5 let,
in zdaj beležimo več kot 10, blizu 20% večji obisk teh ribičev iz teh področij. No, jaz osebno se ta trenutek v okviru naše organizacije ukvarjam predvsem za promocijo ribolovnega turizma, zato smo veseli, da nas je razstavišče tudi povabilo zraven. Tule bomo predstavili možnosti ribolova na sladkih vodah in na morju v Sloveniji, s poudarkom mogoče malo bolj na muharjenju. Obiskovalci bodo dobili lahko vse informacije o tem, kako lahko pri nas lovijo. Poseben poudarek bomo namenili mladim obiskovalcem in seveda vabilo, da se nam pridružijo in postanejo tudi člani ribiške organizacije ene ali druge. Zato smo tudi naredili en poseben program, naredili bomo ene vrste kviz oziroma za obiskovalce možnost poznavanja sladkovodnih rib in pa športnega ribolova. Poleg tega bomo na štandu predstavili tudi en projekt, ki ga načrtujeta Zavod za ribištvo Slovenije in Ribiška zveza Slovenije skupaj, in sicer ribiški park oziroma ribiška učna pot. To bo verjetno prvi tovrsten projekt, saj kolikor je nam poznano tudi v evropskem merilu, in sicer na področju Gameljna, kjer je sedež te organizacije, se načrtuje celotna površina v tem smislu. Tako da tudi to bi radi predstavili obiskovalcev. Seveda pa zraven malo ribiške kulinarike tudi ne bo škodalo, in sicer nekaj jedi bomo ponudili tudi iz rib. Pa kot sem že prej omenil, spremljajo nas tudi nekateri vinarji, ki bodo tudi dali kakšen kozarc vina, zato da bojo ribe bolj šle dol. Tako da upam, da nas boste obiskali in da vam bomo lahko kaj povedali o ribičiji.